Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Moč gospodarstva. Moje ime je Nejc Gole, z menoj pa sta danes Anej in Nika Furlan iz podjetja Intralighting. Lep pozdrav, dobrodošla, lepo, da sta prišla po to našo luč. Hvala za povabilo. Vi veste namreč veliko o lučeh, zato sem tako začel, kaj ne da. Povejte, kaj počneta vidva v podjetju in kaj počne podjetje? Mogoče začnemo prvo s podjetjem. V bistvu Intra je družinsko podjetje, ki se ukvarja s svetlobo. Se pravi, delamo svetila in svetlobne rešitve za zelo različne tipe prostorov, predvsem pa pisarne, hotele, trgovine. In glede na to, da je naš range zelo tako univerzalen, lahko pokrivamo še šole, dom, tudi bolnice, industrijo, tako da je res širok asortiman. Kaj pa vidva počneta v podjetju? To je družinsko podjetje, ne vodita ga že več desetletij vajina starša. Kaj pa vidva počneta? Jaz sem v marketingu, tako da v zadnjem času se dosti ukvarjam s trajnostjo, potem projekti se pravi predstavitve produktov, vizualizacija, kako olajšati razumevanje, kakšna je dobra svetloba, slaba svetloba, da si v bistvu nekdo tudi, ki ne pozna tega področja, lahko zelo enostavno predstavlja in zbere, kaj si želi. Jaz pa že zadnjih 7 let v bistvu vodim razvoj. Predtem sem bil v našem tudi podjetju športno-zabaviščnem centru, kjer sem dobil dosti, trde kože, da mi je bilo prestop v razvoj dosti lažje, v bistvu komunikacija z ljudmi in vodenje ljudi. In že od malega sem pa užival v Lego kockah in tudi v razvijanju novih stvari. Je trda koža potrebna torej v podjetništvu? V bistvu kilometrina vedno pomaga pri odločevanju, pri v bistvu timu, da v bistvu lažje usmerjaš ljudi in vodiš, da v bistvu te ne peljejo nekam, kamor ni treba. Kakšna svetlova je torej dobra, kakšna slaba, ne? To ste omenili. Kako naj vemo to? To je kar tako zelo zanimivo in dobro vprašanje. Dosti vpliva glede na posameznika, kaj nekomu paše, starost tudi vpliva, recimo starejši rabijo več svetlobe kot mlajši. Je pa dobro svetlobo ponavadi ne opazimo vedno, kadar nas nekaj moti slabo svetlobo. Tako da mi skušamo v bistvu pokazati, kako lahko različni tipi svetlobe spremenijo prostor, vplivajo lahko na emocije, imajo lahko tudi nek vpliv na počutje ljudi v prostoru in da v bistvu vsak dobi najboljšo svetlobo za človeka, za sebe. Vi veliko delate tudi z arhitekti, pomemben je dizajn, imate nagrade, Red Dot in tako naprej. Kaj pomeni še dizajn, kako svetilo izgleda ali kakšno svetlobo vdaja? Oboje. V bistvu oboje je. Prvo luč vidiš in v bistvu tisto je prvi trenutek, prvi vtis stranke in kupca. Drugo je pa pomembno tudi, da je udobje dobro. Če na koncu stranka, ko kupi luč, se ne počuti pod lučjo ali pa v ambientu prijetno, tudi pol rata nezadovoljna, mi tega ne občutimo. Kako se vidva počutita pod to našo lučjo? Veliko gledalci vidijo, poslušalci ne, je taka lepa ovalna luč nad nami. V bistvu, če bi rekel, tukaj je prijetna svetloba. Ne blešči. Me veseli. Kakšni pa so trendi na tem področju? Kam gre ta razvoj? Dosti gre prav v področje trajnosti. Se v bistvu odraža v sami arhitekturi in potem je v bistvu dizajn svetlobe, lighting design in na koncu tudi v svetilih. Tako da trajnost ima velik vpliv, zdaj dosti raziskav tudi, kako svetloba vpliva na človeški počutje, bioritem, vpliv na spanje, generiranje v bistvu melatonin, kortizol, ravnovesja. Tako da vedno bolj gre tudi v to, kako lahko svetlobo vplivamo na počutje
in kako mogoče se lahko približamo z nekimi benefiti, ki jih ima sonce, tudi z umetno razsvetljavo. Ste že blizu tega, da bi ustvarili umetno sonce? V enem delu, ja. Smo patentirali S-Mimic, se kleče, je v bistvu svetlobni vir, ki omogoča menjavo spektra in se lahko prilagaja različnim generacijam. Ne bomo pa nadomestili v bistvu ultraviolične in infrardeče, ki jo sonce ima, in v bistvu ima dosti dobrih učinkov na človeka. Tako da za te stvari je treba še vedno iti ven. Nek podatek je, da ljudje 90% časa preživimo v notranjosti in izgubljamo ta stik z naravno svetlobo. To je veliko, ne, 90. To kaže, koliko pomembno je, kakšna svetila nas v notranjih prostorih obdaja, kakšna svetloba. Ko ste rekli, da gre razvoj v tej smeri, da je dobro počutje. Na kaj bi treba pozoren, ko podjetje, ko za doma kupujemo svetila? Kako bomo vedeli, da je zdravo, da se bomo dobro počutili? Zdaj, najbolj osnovno je, recimo v službi, da vidimo, da nam ne blešči, da imamo mogoče možnost regulirati svetlobo, se pravi, če sonce dovolj močno, da lahko svetila svetijo manj in tako tudi šparamo. Svetloba je lahko dinamična, se pravi, lahko barvo spremenja skozi dan, jakost, in v bistvu da nas budi, rabimo mogoče več svetlobe. Potem, ko gremo pa proti, oziroma vi, ko imate tudi nočno delo, je mogoče takrat lahko tudi problematična, ker potem ljudje slabo spijo. Doma pa mislim, da je pomembno, da imamo različne layerje, da si lahko zvečer manj svetlobe, da ne zbudi, če se gre po noči na WC, recimo, da ni šok. In da v bistvu po nekih segmentih se jo prižiga in ugaša. Tam, kjer jo rabiš, kolikor jo rabiš in kadar jo rabiš. Gospod Furlan, razvoj svetila so danes čist nekaj drugega kot včasih. Sem v žarnico, navadno, gleda si koliko vatna in to je bilo tako, ne? Razvoj je danes nekaj povsem drugega. Je dosti več različnih znanj. Tudi v zadnjem času ne gledamo samo, da rešujemo svetlobne rešitve, ampak se puščamo v področje akustike, v področja tudi ozvočevanja, v bistvu sodelujemo s fakulteto za strojništvo. Smo naredili tudi prvo luč, ki je akustična plus zvočnik. Kaj to pomeni, da je luč akustična? V bistvu, da ima ali obleka ali pa neka forma, da je absorber. Pomeni, da ima materijale, ki absorbirajo zvok. In to, da za vsa čutila boste že z lučmi poskrbeli. Okus malo težko, ampak lahko pa se opleva z vidom, da ste na okus. Okus bi malo peklo, ampak. Ali pa tudi ne, verjetno tudi to, za tip, kako je, da ni prevroče. Mislim, če gledamo, luč je povsod. Kamor gremo, kjer smo, rabimo luč, zato da vidimo. In tudi na delovnem mestu imamo luč. Zdaj, open office so ponavadi so mize prilagodljive in je luč ob mizi. In na tisti luči je možno dodajati tudi neke dodatke ali pa, ne vem, von, da si stranka, v bistvu kupec prilagodi svetlobo, ne vem, če hoče razmišljanje, da si jo zniža, zato da se tudi počuti prijetno. Intralighting je s svojimi rešitvami zelo uspešno podjetje. To dokazuje med drugim tudi to, da ste bili leta 2019 Delova podjetniška zvezda, kjer Delo nekako nagrajuje najboljša mala in srednja velika podjetja. Imate renomirane kupce, Ferrari, Microsoft in tako naprej. Kako ste uspeli prodreti do takšnih kupcev, ki zagotovo lahko kupijo samo najboljše? Verjetno trdo delo, dobra ekipa, dober portfolio produktov, sreča tudi. Customizacija. In da v bistvu damo rešitev na neke potrebe
v teh projektih. In dober support. Ta support, še nadalje je zelo pomemben, tudi potem, ko se luč montira še za naprej. Tudi to je zagotavljeno 7-letno jamstvo. V bistvu nobene stranke nikoli nismo pustili na cedilu, tudi če smo, da je bila naša napaka ali pa od kupca monterja napaka, v bistvu jim zmeraj priskočimo na pomoč in jih rešimo na koncu. Zdaj, omenili ste trajnost. Kot sem prebral, da mladi kupci, ko se odločajo za nakup nekega izdelka ali storitve, gledajo tudi na trajnost. Gledajo, kako trajnosten je ta izdelek, kako trajnostno je podjetje, ki ga proizvaja. Tudi kupci, banke recimo, že zelo poudarjajo trajnost pri financiranju. A tudi vaši kupci zahtevajo od vas, da ste vi trajnostni kot podjetje in tudi svetila, da so trajnostna? Zelo, ja. Recimo prav pri teh projektih se pojavlja že dosti vprašalnikov glede trajnosti. Je pa res, da njim je pomemben, koliko traja produkt. Zato je to tudi lahko dosti bolj merljivo, napram koliko traja naravnano je podjetje. Mi smo imeli lani kar eno tako obsežno interno raziskavo plus raziskavo s kupci, kjer smo v bistvu pogledali, kaj vse že počnemo, kaj je našim ciljnim publikam, kupcem pomembno in v bistvu sploh naredili popis, kaj vse že delamo. In to je bila tudi ena opomba, so rekli, se imate ogromno, o tem sploh nič ne govorite. Tako da smo zdaj začeli tudi govoriti o tem. Fokusirali smo se na 3 področja, se pravi, eno je na produktih, kjer je od tega, kako je produkt narejen, koliko njegova življenjska doba, servisiranje, kaj se zgodi na koncu, a ga je enostavno razstaviti. Del, ki prihaja, to je tudi malo več birokracije z raznimi EPD-ji, se pravi Environmental Product Declaration, ki potem daje neko številko, koliko je trajen produkt. Na nivoju podjetja gledamo v bistvu, kako smo mi trajno naravnani, se pravi, prehajamo na neke, imamo zeleno energijo, prehajamo na 100% sončno energijo, potem je, toplotne črpalke, rekuperacija, vedno gledamo stavbe, da jih obnavljamo, ne gradimo nove. Tako da ogromno korakov smo že naredili in jih tudi še bomo v tej smeri. Brezpapirno poslovanje tudi letos je bil projekt, ki se nadaljuje v začetek naslednjega leta. V embalaži ukinjamo stiropor, to pomeni, bomo customizirali embalažo v bistvu smo šli investicijo stroja, s pomočjo katerega bomo za vsak produkt naredili custom embalažo, to pomeni, da bo čim manj volumna pri prevozu, če ne smo imeli ogromno embalaže, da smo lahko več različnih produktov dali not, plus da se bomo ukinili stiropor. Če imamo zdaj 2 segmenta, zakaj je kupcem pomembno, da so vaši izdelki trajnosti? Oziroma tako, a bi rekli, da podjetje, ki ne bo proizvajalo trajnostnih izdelkov, ne bo moglo biti uspešno na trgu? To sigurno ja, je pa recimo še vedno tako obdobje, da redko kdo je pripravljen plačati več za trajnost, moramo biti znotraj nekih istih cen, če rečemo. In je ful pomembno, recimo, če gledamo nek podatek, je recimo gradbena industrija odgovorna za 40% CO2-ja. Mislim, da je 27% je uporaba stavb, 13% je gradnja novih stavb, tako da recimo dosti gledajo, kako zmanjšati ne samo ta, zdaj ne znam slovenskih besed za te, operational carbon emission, to je operativni upravljanje z porabo energije. Ja. Zdaj pa gledajo recimo tudi ta ukomponirani ogljični embodied carbon, kjer v bistvu gledajo, se pravi, ali renovirajo, dosti držav, recimo Nizozemska ne pusti več graditi nove stavbe, vse usmerja v obnove. Potem dosti se dogaja prehod recimo iz, železa, betona na les, kjer je mogoče, tako da vedno več je lesenih stavb. Pri nas smo del enega projekta, kjer
znotraj naše industrije lih računamo, koliko emisij imajo svetila. In recimo 90% pride iz porabe elektrike v življenjski dobi svetila. Tako da v bistvu ta varčnost svetila, da mogoče neko dolgo življenjsko dobo, da je kvalitetno, da se uporabniki dobro počutijo, je zelo pomembna. Uporaba materialov, mislim, kar dosti stvari, no. Zakaj pa je trajnostno delovanje pomembno za vas v podjetju, ne? Tukaj želite poslovati brezogljično. A je to manj stroškov ali so to tudi neki druge prednosti, ki jih vidite? V bistvu oboje. Eno, da so nižji stroški, zato ker smo električna energija se draža na trgu. V bistvu mi smo že leta 2012 naredili prvo sončno elektrarno. Potem leta 2020, ko se je na trgu začel zelo velik skok električne energije, 2022 smo naredili še eno sončno elektrarno. In zdaj smo konec leta še eno zagnali. Imate pa dobro omrežje tam. V bistvu imamo svojo trafo postajo, tako da to ni problem dodajati sončne elektrarne. In tako v naslednjem letu mislimo še eno. Tako da cilj je priti na 100% v bistvu, da bomo 100% naredili električno energijo, kolikor je porabimo. Cilj je pa tudi vsi v bistvu novi razpisi, če bi rekel državni in evropski, so osnova, da moraš biti tudi čim manj ogljičen ali pa da si trajnostno usmerjen, plus tudi firma že od začetka gleda vedno v trajnost. Tako nam je že skoraj samoumevno po eni strani, da... In nujno, ne? Kupci zahtevajo trajnost, državni razpisi zahtevajo trajnost in stroške elektrike zahtevajo trajnost, ne? Tako da to verjetno res neka nuja danes. Je pa res tudi toliko široko področje, ne? Je od, se pravi, ne vem, zaposlenih, lokalne okolice, kako deluješ kot podjetje, procesi. Mislim, je toliko področje noter, da sigurno vsako podjetje nekaj dobrega dela na tem področju, ali pa ogromno. In vsak ima tudi neke priložnosti za izboljšave, potem za naprej. Ne? Trajnost ne je mnogo več kot samo neka energetska trajnost. Ne? Če imamo ta koncept ESG, imamo spravi okoljska, družbena in trajnost pri vodenju. Tako da to verjetno na vseh teh področjih delati. Ne? Kako pa to v odnosu, kako se čuti ta trajnost v odnosu do okolja, do zaposlenih, do kupcev in tako naprej? Recimo, kar nočemo, je, da bi bil en človek odgovoren za to področje. V bistvu je odgovornost vsakega posameznika v podjetju in v bistvu kot celota lahko več ustvarimo kot podjetje. Do zaposlenih smo odgovorni, v bistvu zelo cenimo in vemo, da brez vseh nas ne bi bili tukaj, kjer smo. Tako da v bistvu se dosti stvari dogaja na tem področju. Kot podatek je recimo, mislim, da je 12 let povprečen čas, ko ljudje delajo v Intri, kar je zelo dolga doba. Dosti se jim stira recimo od zdravja, ne vem, telovadbe, v lokalno okolje dosti sponzoriramo, pomagamo, izobraževanja. Mislim, kar dosti aktivnosti je na tem področju. To so verjetno tudi neki ukrepi. Zdaj, kaj bo strukturna težava Slovenije, da bo pomanjkanje zaposlenih, bo verjetno to nek dolgoročen izziv. Ne bo več ciklično, ampak zaradi demografije. Včeraj sem slišal en podatek, do leta 2030 bomo izgubili več kot 40,000 delovno aktivnih, se pravi med 20 in 64 letom, to je za več kot en Kranj, ne? Tretje največje slovensko mesto. Tako da verjetno to vlaganje v zaposlene je odgovor tudi na to, kako ne, vi kot rastoče podjetje ste potrebovali vrhunske kadre in tako naprej. Kako tako dolgoročno gledate na to, da boste imeli vrhunske kadre, talente in dovolj zaposlenih?
dobro motivacijo, v bistvu vsak zaposlen, ki je motiviran in zadovoljen, bo v bistvu ustvaril lahko 3-krat več. Se pravi, odgovor je produktivnost. Ne, mislim, da povezovanje znanj različnih pogledov, recimo naše področje je ful kompleksno in rabiš zelo dosti različnih znanj, pogledov združiti v neko skupno celoto. Tako da mogoče to spodbujanje timskosti, povezovanja, dopolnjevanja je ful pomembno. Zdaj, mislim, da je nekdo osebnostno radoveden, odprt, lahko znanje kadarkoli pridobi. Tako da dosti vlagamo tudi v neka interna izobraževanja oziroma materijale, ki to omogočajo. Je pa res, da ene profile lažje dobiš, ene težje. Pomembno je recimo, kako se naši zaposleni počutijo, zato oni so potem najboljši promotorji naprej. Zdaj to pa z različnimi načini dosegamo, no, tako. V razvoju, ne, ponavadi kar težko dobiti dobre kadre, kako? Moram reči, ne da se hvalimo, načeloma imamo dobro ekipo in tudi na letni ravni nas dosti povpraša, da bi radi delali z nami. Zato, ker tudi v okolju v neko Intra ima nek renome. Ja, v zadnjih letih mislim, da se je ta prepoznavnost kar povečala in nam pomaga, no, pri iskanju kadrov. Se pravi, tudi to so bili delova podjetniška zvezda, ne? Ja. Kaj pa so bolj prepoznani? In tudi je to, da mi delamo končne produkte. Tako da razvojniki radi nekaj naredijo in tudi, da vidijo na trgu, ne da delajo samo en košček celote. Ampak v bistvu naredijo končen produkt in pa je tudi ta želja po razvoju nekaj novega in vsi razvojniki imajo žilico to, kako nekaj ustvariti in zaradi tega je to še nek dodaten plus po mojem. Kot rečeno, Intralighting je družinsko podjetje. A se ta pogled na trajnost razlikuje med starejšo generacijo in mlajšo generacijo? Ne to, da sem prej rekel, ne, sem nekaj prebral, da mladi zelo gledajo že pri tem, ko kupujejo, da bo izdelek trajnosten. Kako pa je to na strani podjetja? Mogoče pri mladih zaposlenih je to dosti bolj pomemben vidik. Če pa rečemo generacijo, verjetno si mislil recimo vajne starše, ja. Ne bi rekla, zato ker so bili oni že raz tako, ko smo pisali vse točke skozi zgodovino, kar smo naredili, je tega raz dosti. Tako da po dejanjih so sigurno oni dosti več naredili na tem področju, ne. Tako da nam je bilo lažje, v bistvu samo v marketingu recimo o tem povemo. Imamo zdaj neke naslednje korake, ampak je dosti bilo narejenega lih zaradi njih, no, tako. Ko sem leta 2019, ko sem govoril z vašim očetom, ne, mi je rekel, da v poslu je pomembna tudi korajža, da čas tudi, da tvegaš, ne. Je pa rekel, da z leti je tega tveganja manj, kar pa se nadomešča z izkušnjami. Kako pa vidva tvegata, sta bolj korajžna, ali kako vidva to usklajujeta, ne, da bi tako rekel? Zame je odvisno od stvari, kdaj da sem še prej skromen pri kakšnih projektih in bi rekel, rajš bomo probali, kdaj manjka lahko ona brca, gremo investirati, tudi če nisi 99,9% siguren, ali bo ratalo, ali ne bo ratalo. Tako da pol če bi rekel, med očetom in mano je ta, kdaj po domače fajt, gremo naprej, ne gremo naprej in pol v bistvu skladimo in gremo naprej. In kdo je ponavadi bolj tisti, ki bolj riskira? Oče, torej? Kdaj, odvisno od teme. Kako pa je, bi rekel, kako je voditi podjetje starši? Mislim, je tukaj kak generacijski prepad, so drugačni pogledi? To je potrebno neko usklajevanje, ne? Moram reči, da se mi zdi, glede na to, da smo tako dokaj razporejeni po različnih področjih, se mi zdi, da kar fajn sodelujemo.
včasih se tudi skregamo, ker mislim, da je logično, ali pa imamo drugačne poglede. Meni všeč, no. Se mi zdi... A se mlajši podjetniki ločijo od starejših? Ali je to bolj, bi rekel, kakršna ste vi kot podjetnica, vi dva, ali je to bolj od vzgoje, od tega, verjetno rasteta s podjetjem, ne? Je bolj tega odvisno, ali tudi... Mislim, sigurno rabiš neko širino in znanje, izkušnje si zgraditi. Zdaj, Marino ima res karizmo, ne? Tako da recimo to, mislim, da je njegova taka edinstvena lastnost in ni nadomestljiva, če tako rečem. Je pa vsak je mogoče v nečem dober in potem, če gradi na tistem, rata tisto njegova pot ali prepoznavna lastnost. Vsak svoje področje pokrivamo, recimo mama bolj Marjetka finance, Marino prodajo in en delček razvoja, Nika v marketingu in jaz razvoj, tako da so ta področja, bi rekel, raznolika, se na koncu se vse poveže skupaj. Tudi to se spomnim, ena mama, ki je rekla leta 2019, ko je prišla svetovalka v podjetje in je vpraševala Marina enega očeta, torej, kaj počne, vse on to, pa to, ne, vse dela, ne, pa je rekla, ja, ne, in da od takrat so si razdelile funkcije in da je to zelo v redu. Se pravi, to je en tak recept, ne, da podjetje dobro posluje, da gre po neki tirnici naprej, neka jasna ločitev področji. Mislim, tudi če sta dva na istem mestu, pomeni, da je vedno en preveč. Prvič, en mora imeti, se lahko uskladiš, pač v večjih, pol en mora tisto pot iti naprej. Če ne, vedno en je rekel, drugi je rekel in pa se tim spodaj ne ve, komu slediti. Kako pa so začrtani koraki glede prenosa vodenja podjetja staršev na vaju? Zdaj mislim, da se tako pač dogaja dokaj spontano, nismo si pa prav postavili nekaj, da bi rekli, ne vem, nekaj, kako bo, oziroma družinsko ustavo in take stvari. Tako da mislim, da pa s časom in z neko naravno potjo, da se bo to zgodilo, no, tako. Za mlajše generacije seveda živijo tudi z nekimi digitalnimi orodji, ne, so praktično skoraj da danes temu rodijo, naše generacije je bilo malo kasneje to, ne, položeno. A vi uporabljate tudi pri vaših poslovnih dejavnostih socialna omrežja, TikTok, Instagram, kako s temi orodji delujete? Meni recimo osebno so mi predvsem LinkedIn kot nek vir informacije, kjer spremljam recimo neke teme, ki me zanimajo. Tako da mogoče sem bolj aktivna to in bolj pasivna pri nekih objavah ali aktivnem upravljanju. Delamo pa dosti na tem kot podjetje, no, tako. Kako podjetje deluje na tem? V bistvu smo prisotni na vseh socialnih omrežjih, dosti uporabljamo predvsem za promocijo blagovne znamke, produktov, tudi izobraževanja o svetlobi, vedno več. In tudi včasih pridobivanju novih kontaktov, no, tako. Še eno vprašanje bi imel, sicer pred časom ste omenjali tovarno v Ameriki, kaj je s tem? V bistvu lani smo najeli prostor v Ameriki, začeli smo že z layoutom proizvodnje, kako bo v večjih fazah potekalo. Trenutna prva faza je urediti skladišče in pisarne in showroom. Druga faza je v bistvu narediti prvi tam nekje v juniju naslednje leto, da bomo začeli že zlagati prve osnovne produkte. In potem korak 3 je v bistvu zagnati prav proizvodno. Se pravi, zakaj je pomembno to? Osvajate trg Amerike? Eno, da osvajamo trg, drugo, da je made in US, zato večina državnih projektov je zahteva, da je narejeno v Ameriki. Fleksibilnost na trgu, da smo bolj hitri lahko. Če ne razdolg, ne? Čas iz tu v Ameriko je zdaj recimo bila ladja 2 meseca, za stranko to tudi kdaj preveč.
in si na trgu takoj, to pomeni stranka, ko nekaj rabi, lahko takoj se portiraš. Tudi lahko lokalno določene materijale, recimo Amerika ima dosti drugačne komponente, njih potem lahko direkt iz tam kupiš, pripelješ, ugradiš in so te poti dosti krajše. Je okus ameriškega kupca drugačen kot evropskega kupca ali vi določate, kakšen bo njihov okus? Dosti projektov v Ameriki ima v bistvu ogromno priložnosti za izboljšave, so, ne vem, fluo svetilke, v bistvu ogromen energetski prihranek bi bil z menjavami. Imajo malo drugačen okus, predvsem imajo drugačen način prodaje in priprave orodij, tako da ta pot v Ameriko je pomenila skoraj vse na novo zgenerirati, od produktov prilagoditi do marketinških materialov. So pa tako, potencijala je tam res ogromno, ne? In recimo v parih letih je, mislim, da največja rast se lih tam zgodila. Hvala lepa za gostovanje pod našo lučjo. Želim vam veliko uspeha v Ameriki in povsod drugje. Najlepša hvala pa tudi vam za spremljanje tokratne epizode podcasta Moč gospodarstva. Hvala.